Želim v ta pogovor vključiti še en glas. Z nami je tudi David Schenker, nekdanji pomočnik ameriškega državnega sekretarja za bližnjevzhodne zadeve. Prav tako direktor programa za arabsko politiko na Washingtonskem inštitutu za bližnjevzhodne zadeve. David, lepo, da ste danes z nami na i24 News English. Trdili ste, da je to najboljše obdobje v zadnjih desetletjih za ukrepanje proti Hezbolahu, ker sta skupina in Iran šibka. Toda kako bi sploh izgledali dejanski ukrepi Bejruta in kako kmalu bi ga morali videti? No, dober večer vam in vašim gledalcem. Poslušajte, mislim, da v Libanonu obstaja skrb, da bi vojaško soočenje s Hezbolahom povzročilo, da bi se Hezbolah vrnil k svoji politiki nasilja proti libanonski vladi iz let 2005 do 2018. Hezbolah je ubil približno 25 politikov, novinarjev, aktivistov civilne družbe, kritikov. In mislim, da obstaja skrb glede tega. To, da na koncu bodo libanonske oborožene sile morale ukrepati, da omejijo in nadzorujejo ozemlje, ter na koncu zasežejo orožje Hezbolaha. In bili so zadržani pri tem. Mislim, da bodo zdaj poskušali pripraviti nek načrt. Gre za vprašanje zaporedja. Kaj mora Libanon storiti, da bi morda dobil vzajemni korak Izraela kot znak dobre volje? Ampak še vedno smo v zelo začetnih fazah tega. No, poteka tudi razprava o pritisku v primerjavi s potrpežljivostjo. Nekateri pravijo, da prevelik izraelski vojaški pritisk dejansko oslabi libanonsko državo. Drugi pravijo, da brez pritiska Hezbolah nikoli ne bo ničesar odstopil. Kakšno je vaše stališče glede tega? Kaj bi morala Bela hiša trenutno zahtevati, tako od Bejruta kot od Jeruzalema? Ja, obe trditvi držita. Mora biti usklajen izraelski pritisk, to vemo. Med zadnjo prekinitvijo ognja in ponovnim izbruhom spopadov je Reuters poročal, da je Hezbolah porabljal, veste, $50 milijonov na mesec za pregrupiranje in ponovno oboroževanje. In to se ne sme zgoditi. Vlada Libanona mora biti v položaju, da sprejme določene ukrepe, tako na svojih mejah, kot znotraj svojega ozemlja, da to prepreči. In vendar je tudi res, da je to, veste, brez primere, veste, morda od leta 92-93 resnično. Prvič, da se vlada Libanona neposredno pogaja z vlado Izraela. In to je priljubljeno in široko podprto v Libanonu. In hkrati mislim, da bo vlada morala pokazati tudi nekatere koristi tega, poleg nekaj prekinitev ognja. Ima ogromne težave. Milijon in pol notranje razseljenih beguncev, mnogi med njimi živijo v Bejrutu. Mislim, da želijo doseči ali zatišje ali napredek. Nekaj od tega je mogoče doseči politično, vendar bodo na koncu morali opraviti težko delo z vojaškimi sredstvi. Ali lahko libanonske oborožene sile to dosežejo vojaško? Ali so lahko orodje za razorožitev Hezbolaha? Ali pa kaj mora Washington najprej storiti, da morda očisti in celo preveri vojsko, da zagotovi, da določenih akterjev ne vpliva Hezbolah? V libanonskih oboroženih silah je 80,000 moških in žensk pod orožjem. To je velika sila v primerjavi s tem, proti čemur se soočajo na terenu s Hezbolahom. Po drugi strani pa veš, šiiti predstavljajo 35-38% prebivalstva. Veliko šiitov je v vojski in kot si omenil, je vojska v zadnjih 20 letih sodelovala, se izogibala spopadom in usklajevala delovanje s Hezbolahom. In obstaja problem infiltracije. In tako bo morala Združene države Amerike hkrati pomagati. Bodisi določiti ali pomagati vladi Libanona, LAF, da premakne ljudi iz občutljivih položajev, prav tako pa začeti nalagati vladi, LAF, da opravlja delo na terenu. Libanonske oborožene sile so bile do zdaj večinoma neodvisna organizacija. Ne upoštevajo ukazov vlade Libanona, vendar so to zanemarili leta 2008. Nedavno niso želeli izvajati nikakršne razorožitve severno od reke Litani. Torej, veste, kombinacija prečiščenja vojske, zagotavljanja sredstev za gorivo, mobilnost in podobno. Toda tukaj v Združenih državah
Mislim, da je kongres resnično skeptičen, da bodo libanonske oborožene sile sploh kdaj opravile nalogo. In zato bomo morali najprej videti, da bodo začeli nekaj delati, preden bo iz Washingtona prišla občutnejša finančna podpora. Prav, David Schenker, lepo, da ste bili danes z nami na i24 News English. Hvala, da ste z nami delili vse te vpoglede nocoj.